Lep pozdrav vsem skupaj, prihajam iz Tosame. Jaz vam bom pa predstavila, kako kostanjev med učinkuje pri zdravljenju ran. Znana je tradicija uporabe medu v medicini, sploh pa pri oskrbi ran. Že tisočletja se med uporablja za zdravljenje ran. Zapisi segajo od Hipokratove uporabe medu pri ranah. Potem v 19. stoletju so bile že prve prepoznane lastnosti in antimikrobne in antiseptične na zdravljenje ran. Potem se je pojavil penicilin, antibiotiki, zato je v bistvu med se malo umaknil iz medicine. Kasneje, proti koncu 20. stoletja, pa je med spet vstopil na področje dokazov in pri zdravljenju ran, tako da po letu 2000 se je začel nekako razcvet spet uporabe medu pri zdravljenju ran. Največji oče te doktrine in vpeljave medu je bil Peter Molan, to je in on je v bistvu največ raziskav delal na Menuka medu. Tosama se je pa pol v letu 2010 priključila in je pol, naredili smo raziskave na različnih medovih in smo se odločili, da je kostanjev tudi iz ljudskega izročila najbolj uporaben v zdravljenju ran in pa tudi naši dokazi so k temu kazali. Takrat je sploh, kar se tiče učinkov antimikrobnega medu, je Marjetka Kunčič Kralj delala še raziskave. Tako da smo se tega lotili in smo rekli, bomo pogledali z različnih zornih kotov, kako kostanjev med res deluje pri zdravljenju ran. Znano pa je, zakaj bakterije recimo lahko razvijajo odpornost na antibiotike, ker antibiotiki delujejo po kemijskih mehanizmih, sam med pa deluje na rane po učinku, po mehanskih, fizikalnih učinkih in na ta način v bistvu deluje po principu antiseptikov, na te pa bakterije pač ne morejo razviti odpornosti, zato je nekako res dobrodošel pri zdravljenju. Kot sem rekla, najboljši za rane smo ugotovili, da je kostanjev med, to pa zaradi tega, ker izstopa po svojih lastnostih in po svojih komponentah, ki jih vsebuje. Kot vsi medovi ima veliko sladkorjev, pri zdravljenju ran je pH zelo pomemben, mora biti kisel, ker je to že v osnovi neugodno okolje in za mikroorganizme in za samo celjenje. Kostanjev med vsebuje glukozo oksidazo, to je encim, ki ga čebela doda. Ta encim vsebujejo tudi drugi medovi. Je pa kostanjev med izjemen po vsebnosti kalija, kalcija, mangana, prolina, kinorenske kisline in pa kombinacij polifenolov in flavonoidov. Med, ki ga mi vgradimo v naše obloge, je seveda prekontroliran, potem obloge so sterilne, ker pač oskrba rane je vedno sterilna. Kostanjev med je gozdna paša, zato je tukaj že samo po sebi zmanjšana možnost drugih nezaželenih komponentov med, ki se uporabljajo ali pri pridelavi ali kakšne težke kovine. Med je zanaliziran, bomo pol kasneje videli, katere komponente se pogledajo, pa gre za lastno proizvodnjo v Tosami, tako da zdaj pa, zakaj je kostanjev med ima izjemen terapevtski potencial pri zdravljenju ran, ne samo na vsebine, na spojine, ki jih vsebuje, elemente in pa aminokisline pa ostale, deluje v vseh najbolj pomembnih fazah pri zdravljenju ran. Rana je recimo na začetku je treba jo očistiti in debrirati, to se pravi odstraniti mrtvine. Potem v rani je zelo pomembno antimikrobno delovanje, pa protivnetno, in pa pol, ko je ta proces zaključen, je treba v rani spodbuditi proces proliferacije oziroma izgradnje novega tkiva.
in v vseh teh fazah se kostanjev med odlično izkaže. Pa če pogledamo najprej, kako v sami rani deluje, vemo, da ima med izjemno visoko vsebnost sladkorjev. Kostanjev med ima razmerje fruktoze pa glukoze, tako da ima fruktoze več, to pomeni, da je tudi bolj viskozen. In pa že sama vsebnost sladkorja, ko pride med v stik z rano, ta visoka koncentracija sladkorjev povzroči ozmotski tlak v rani. Ozmotski tlak pritegne, spodbudi močan lokalni imunski odziv in že samo to, ko se v telesu aktivira imunski odziv, sproži močno protivnetno in pa imunsko delovanje na tem mestu, kjer je rana. Sladkorji že sami po sebi vlečejo, v bistvu, kjer je rana vneta, je tam edem prisoten in že potem sladkorji zmanjšajo edem, ker je spet odvlek vode iz mesta, kjer je edem. Bakterije same po sebi med dehidrira, to se pravi, že s tem je ustvarjeno neugodno okolje za njihov razvoj. Poleg tega pa, ko se zniža vsebnost bakterij, ko se zniža vnetje, ko se zniža edem, je potem spodbujena granulacija in pa epitelizacija. Znano pa je, da bakterije recimo v rani, če se hranijo z medom, potem izločajo mlečne kisline in v bistvu ne izločajo neprijetnih snovi, kot so amini, kakšne žveplove spojine in v bistvu hkrati same izločajo mlečno kislino, po drugi strani je pa to med ustvari neugodno okolje za njihov razvoj in zaradi tega jih je vedno manj, hkrati je pa pol tudi vonj teh ran se zmanjša, ker recimo, če govorimo o kroničnih ranah, imajo res neprijeten vonj. Lahko, ne vse, odvisno s katero bakterijo so okužene. Ta razmerje sladkorjev v medu daje tudi optimalno viskoznost, tako da med lahko doseže vse dele rane. Ena izjemno pomembna komponenta v kostanjevem medu, ki posebej izstopa v kostanjevem medu, je prolin, to je aminokislina. In če pogledamo analize, spodaj levo je prikazano, recimo kostanjev med ima tega prolina tudi 600 mikrogramov na kilo, če primerjamo z ostalimi medovi, je tega manj. Zakaj je pa prolin zelo pomemben pri celjenju ran? To je aminokislina, je tudi antioksidant, spodbuja pa tvorbo kolagena, to je v fazi, ko se rana gradi in ko se granulira in ko epitelizira. Tako da tukaj kostanjev med res opravi odlično funkcijo pri zapiranju rane. Prolin spodbuja tvorbo kolagena. Kolagen je pa glavna sestavina, ki nastaja v fazi proliferacije v sami rani. Zelo pomemben del v kostanjevem medu so flavonoidi in fenolne kisline. To so izjemno pomembni antioksidanti. Ko se v rani dogaja proces vnetja, nastaja veliko prostih radikalov in flavonoidi pa fenolne kisline te proste radikale vežejo nase in s tem je v bistvu zaščiteno novo nastalo tkivo, hkrati se pa ta proces vnetja v rani umirja. Ko se v rani zmanjša vnetje, tudi se v rani zmanjša bolečina, zato ker močen pritisk v bistvu povzroča tudi bolečino na živčne končiče. Potem pri zdravljenju ran z medom je zelo pomembno funkcijo odigra tudi pH. pH medu vemo, da je kisel. Pri mehanizmih, kako se pH razvija v sami rani, če apliciramo gor kostanjev med, pH medu je kostanjev ga je tam okrog 5. To je ta vhodni pH. Potem pa tehom bakterije za svojo rast imajo najrajši nevtralen pH oziroma še rajši bazičnega in že s tem se ustvari neugodno okolje za razvoj mikroorganizmov.
Ker kostanjev med vsebuje encim glukozo oksidazo, ta sproži kemijsko reakcijo, pri kateri se tvori v nizkih koncentracijah vodikov peroksid, poleg tega pa se tvori še glukonska kislina in se tekom mehanizmov v bistvu že sam pH še dodatno niža v rani. Tako ta glukonska kislina zniža pH, poleg tega bakterije same izločajo mlečno kislino, ko metabolizirajo sladkorje in se že s tem spet pH niža. Tako da te mehanizmi pH-ja v rani so res zelo pomembni. Nizek pH je tudi pomemben, v rani so metaloproteaze in v fazi proliferacije, ko se tvori kolagen, če je teh metaloproteinaz preveč, uničujejo ta kolagen, ki sproti nastaja in to novo tkivo, in nizek pH pa uravnava nivo teh metaloproteinaz in že s tem je tudi samo zapiranje rane pospešeno. Potem pa na celjenje rane vpliva tudi glukoza oksidaza, to se pravi, to je encim. Glukoza oksidaza se aktivira v razredčenem medu, ko je med razredčen tako z izločkom do 50% in takrat se začne aktivira se ta reakcija tvorbe vodikovega peroksida. V zrelem medu pa je encim glukoza oksidaza dokaj neaktiven. Kostanjev med po analizah je po vsebnosti glukoze oksidaze dokaj primerljiv z ostalimi medovi, ampak ko so pa delali raziskave, koliko ta glukoza oksidaza spodbudi tvorbo vodikovega peroksida, pa pri kostanjevem medu pridemo že do ene višjih vrednosti. Tako da ne glede, če je raven glukoze oksidaze primerljiva z drugimi medovi, je pa potem sama tvorba vodikovega peroksida, ki je zelo pomemben tudi pri celjenju ran, dosti višja pri kostanjevem medu. Ena izjemno pomembna spojina v kostanjevem medu je pa kinorenska kislina, ki je izjemno specifična za kostanjev med. Kostanjev med jo vsebuje veliko več kot ostali medovi, v nekaterih medovih je malo zaznana, ali pa za kostanjev med je pa res izjemno specifična. In ker rane starejše od 4 tednov večinoma imajo biofilm prisoten, biofilm je pa v bistvu tak plašč polisaharidni, ki ga bakterije naredijo. Ta plašč je pa zelo nedostopen za karkoli in v bistvu bakterije so tam od spodaj lepo zaščitene in rastejo. Ta kinorenska kislina ima pa to sposobnost, da prekine komunikacijo znotraj biofilma, s tem ga destabilizira in takoj ta biofilm prekinjen in potem ostale komponente medu lahko začnejo učinkovati pri zmanjšanju tega bakterijskega premena. Tukaj je izsek iz enega članka, ki ga je Rose Cooper objavila. V tem članku je tudi omenjeno in to, da imamo pač v Sloveniji obloge s kostanjevim medom, ki ima to res posebno lastnost pri destabilizaciji biofilma, kinorensko kislino. Na samo sintezo kolagena, to je v fazi zapiranja rane, pa vplivajo tudi elementi, ki so spet v kostanjevem medu izjemno visoko zastopani, to je kalij, kalcij, mangan in pa cink. Vsi ti elementi pa sodelujejo v reakcijo sinteze kolagena in so spet zelo specifični za kostanjev med, tako da tukaj se res seštejejo vse lastnosti, ki ločijo kostanjev med od ostalih medov in nakazujejo na to, da je res izjemno primeren za celjenje ran. V to sami pač kostanjev med izberemo, imamo določene parametre, prav te komponente, ki sem jih prej naštela, vedno analiziramo. Določene imamo meje, recimo pri prolinu imamo določeno, da mora kostanjev med ga imeti več kot 600 mikrogramov na kilogram, da je med primeren, da ga mi vgradimo v svoje obloge. Določene imamo tudi vsebnosti kalija, kalcija, cinka, mangana in kalcija mora biti več kot 140 mikrogramov, kalija več kot 400, mangana več kot 22 in pa zahteve so pol tudi po vsebnosti vode,
po razmerju fruktoze, glukoze. Poleg tega pa zanaliziramo še odsotnost težkih kovin, možnih zdravil ali pa antibiotikov, ki se uporabljajo pri čebelarjenju in pri pridobivanju medu. Poleg tega pa še naredimo te osnovne mikrobiološke analize, in sicer na 4 najbolj pogoste bakterije v rani. Imamo minimalne pričakovane vrednosti, ampak lovimo pa te pričakovane, ki so okrog 11. To je pa agar-difuzijska metoda in to je primer, ki ga mora med doseči. Izkazalo se je tudi že, da recimo, ko smo nekako izberemo 4 različne medove, 4 vzorce analiziramo in v bistvu se je že izkazalo tudi v preteklosti, da je en med izkazoval zelo dobre te antimikrobne lastnosti na te 4 bakterije, pa potem drugi parametri niso ustrezali, recimo vsebnost elementov, prolina, tako da na koncu še vedno težimo, da imeti res kakovosten posebnosti teh elementov, ki zelo sodelujejo v fazi zapiranja in pa proliferacije rane, tako da se pa na koncu vse te lastnosti morajo poklopiti, da med izberemo. To sama ima na trgu obloge pod imenom Vivamel, to so obloge, ki vse vsebujejo medicinski kostanjev med. Letos se je tem oblogom pridružila še obloga Vivamel Protect, tako da smo kar veseli, da se ta družinica oblog in možnosti izbir za uporabnika širi. Obloge to sama ima na trgu od leta 2010, prva je bila Vivamel Alginat, kmalu se je pridružila Vivamel Tuba, potem je mrežica z medicinskim kostanjevim medom. V letu 2018 smo imeli relaunch, kjer smo si vse spet na novo ogledali in ozavestili, kako res med deluje, sploh kostanjev pri celjenju ran. Letos pa, kot sem rekla, se je pridružila še Vivamel Protect pena. Pri celjenju ran je zelo pomemben time koncept, to je sodoben koncept pri ocenjevanju in delovanju v rani in Vivamel obloge lepo pokrijejo celoten time koncept in si bomo tudi zdaj ogledali preko naslednjih strani. Samo da jaz vidim, kako sem s časom. Time koncept v bistvu pogleda rano, oceni rano po T kot prevladujoče tkivo, tissue, potem tukaj je cilj, da v bistvu da prevladujoče tkivo iz mrtvin, vnetja privedemo v fazo, kjer se rana začne zapirati, to se pravi fazo granulacije pa epitelizacije. V rani je treba oceniti okužbo pa vnetje in delovati na to. Potem v vsaki rani je treba obvladati izloček, ali ga je preveč, ali ga je premalo, oziroma vzpostaviti vlažno okolje za celjenje rane in pa na koncu je treba rano zapreti, to se pravi ekot epitelizacija. Vivamel obloge dejansko v vseh teh fazah time koncepta delujejo in aktivno te faze premikajo iz ene v drugo, tako da kostanjev med svojimi mehanizmi delovanja podpira in celjenje rane in ga tudi pospeši in celoten proces pospeši. Potem bakterijsko breme zelo dobro uravnava s trojnim mehanizmom delovanja, to je od fizikalnega, s pH-jem in z vsebnostjo sladkorjev do potem naprej drugih mehanizmov v medu. Obloge same po sebi izloček vpijajo, sama prisotnost sladkorjev v medu pa s tem ozmotskim delovanjem spodbudi vlažno celjenje, ki je pri sodobni oskrbi ran zelo pomembno. Sladkor kot energija pa in pa vlažno okolje pa tudi zelo pospeši migracijo epitelnih celic v fazi, ko se rana zapira. Tako da obloge Vivamel so aktivne v fazi time koncepta. Kar je pomembno pri samem uravnavanju pa oceni tkiva pa pri delovanju je, da večina ran ima ali mrtvine ali ima poškodovano tkivo in
med svojim ozmotskim delovanjem povzroča avtolitični debridement in pa tudi proteazni debridement. To pomeni, da se mrtvine s tem ozmotskim delovanjem navlažijo, zmehčajo in odstopijo, hkrati pa z reakcijo vodikovega peroksida se v tkivu aktivirajo proteaze, ki aktivirajo še dodatno razgradnjo teh mrtvin v rani. Tako da vidimo, da sam med v tej vnetni fazi, ko je treba v bistvu rano očistiti pa zmanjšati bakterijsko breme, zelo dobro deluje. Potem pa že prej omenjeno ugodno vplivanje medu na sploh kostanjevega na fazo proliferacije z vsemi temi elementi, polifenoli pa kislim pH-jem. Bakterijsko breme in vnetje je s kostanjevim medom zelo dobro podprto, tako da se dejansko z redno aplikacijo oblog bakterijsko breme v rani zniža se tudi vnetje. Zdaj je časa premalo, da bi še enkrat ponovila vse tele procese, ki se dogajajo, ampak sem jih že prej omenila, tako da potem pri sami rani je vlažno okolje izjemno pomembno, ker se s tem pride do večjega prenosa in telesu lastnih imunskih snovi in hranil in vsi procesi hitreje tečejo, tudi celice se lažje množijo in migrirajo v vlažnem okolju. Takole. Potem pa še spet smo v fazi proliferacije, kjer zelo lepo kaže, to je pač izgradnje rane, zapiranje, kako se komponente v kostanjevem medu lepo pridružujejo v tej fazi. Obloge, ki jih imamo mi na trgu, je v bistvu alginatna obloga. V bistvu to je obloga iz rjavih morskih alg, prepojena s kostanjevim medom. Obloga se lahko reže, je pa ta obloga namenjena za rane, ki močneje izločajo, ker tudi sam alginat se polno aktivira v izločku, pride do geliranja, pride do izmenjave dodatnih kalcijevih ionov iz alginata z natrijevimi ioni iz rane in alginat je res zelo primeren za rane, ki močno izločajo in pa ko so vnete, okužene. Vivamil mrežica, to je v bistvu poliesterna mrežica s porami. Mrežica je namenjena za zaščito dna rane in pa za rane, ki šibko izločajo. Na njej je manj medu kot na alginatu in pa ne vpija, prepušča pa izloček v sekundarno oblogo. Na voljo je tudi tuba z medicinskim medom. Tuba je pač lani smo dali na trg tudi tubo 50-gramsko, ki je mogoče za tam, kjer so rane večje, bolj praktična za uporabo. Tuba je praktična zaradi tega, ker pri naslednji prevezi rane ni treba te obloge odstranjevati, med se dobesedno ves vgradi v rano, tako da je pa treba še vedno, kar se tiče osnovne higiene, preveze to izvajati, pa čiščenja rane. Potem pa novost, letos na trgu je pa Vivamil pena. Peno smo pozicionirali za rane z zmernim izločkom, je pa namenjena za rane res v tej fazi, ko se rana zapira, ko se proces proliferacije, to se pravi izgradnje in množenje novo nastalih celic poteka. Pena daje izjemno mehansko zaščito, mehka je, z rano se ne sprijema in pa tudi dobro vpojnost ima, tako da lahko ostane na rani 3 do 4 dni. Tukaj je še osnoven prikaz, kako izbrati primerno oblogo za rano. Zdaj pa čisto na kratko bom pokazala še praktično uporabo iz prakse. Letos, ko smo dali peno na trg, smo naredili manjšo študijo na dermatovenerološki kliniki. Zajetih je bilo 3 pacienti s 6 ranami, to je bilo tako študija primerov. Vse rane so bile na začetku v fazi, tukaj dol se bo mogoče bolj videli, šlo je za venske razjede, vse rane tukaj spodaj levo so imele fibrinske obloge in je prikazan, kako je obloga z medom, ta s peno,
lepo izčistila te rane. V 10 prevezah se je iz spodaj levo, iz te rumene fibrinske obloge rana lepo prešla v fazo granulacije. To pomeni, da so se iz rane izčistile te vlažne nekroze, fibrini in pa znižalo se je bakterijsko breme, vnetje in potem, ko je rana enkrat, ko ima lepe granulacije, tudi samo zdravljenje steče. Tukaj je še en primer, kjer je prikazano, kako je venska razjeda se izčistila. In tukaj je šlo pa že tudi za drastično zmanjšanje same rane. Potem tukaj je prikaz od leve proti desni, kako tukaj je rana z Vivamel alginatom, na levo zgoraj je rana zelo macerirana, to pomeni, da je tudi okoliška koža poškodovana, ne sama rana in v bistvu z Vivamel oblogo se je rana lepo izčistila in tudi maceracija se je umirila, pa v bistvu je rana epitelizirala. Spodaj levo je pa tudi prikaz macerirane kože, to pomeni, da je okrog rane, da je taka bela koža. Do tega pride, ker v bistvu izloček iz rane ni ustrezno uravnavan in po nekaj prevezah z Vivamel alginatom spodaj desno vidimo, da je rana lepo, da je okolica rane lepo rdeča in tudi sama rana se začne celiti. Tukaj še en prikaz je pa z Vivamel tubo, gre za mehansko poškodbo prsta. Od zgoraj levo, ko so fibrinske obloge prisotne, pa v bistvu kar velika rana, do spodaj desno. V enem mesecu se je z aplikacijo Vivamel medu, to je v bistvu medicinski kostanjev med iz tube, na obliž in pri rednih menjavah se je ta rana hitro očistila in pa tudi zacelila. Tukaj je en prikaz, kako tudi čist v praksi. V bistvu je odrgnina, padec in uporaba tubice in ta epitelizacija se je tukaj pojavila v 2 dneh, ker kostanjev med medicinski pa tudi razgrajuje mrtvine. Hrasta je ena taka mrtvina, tudi hraste pri tem ni nastala. Potem je pa še 2 primera venske, v bistvu spet venske razjede iz bolnišnice Ptuj. V bistvu je šlo v 2 mesecih se je venska razjeda zacelila in pa še ena venska razjeda, tako da klinična praksa kaže, da so obloge res zelo učinkovite. Da še enkrat poudarjam vse mehanizme, ki jih kostanjev med doseže v rani, spodbuja debridement, to je odstranjevanje mrtvin in čiščenje rane, deluje protivnetno, deluje antimikrobno, preprečuje in destabilizira biofilm, posledično, ko je zmanjšano bakterijsko breme, se von rane zmanjša, neprijeten von, pospešena je pa tudi faza granulacije in epitelizacije. Tako da, to je pa še naše poslanstvo. Mi si želimo, da bi obloge z medicinskim kostanjevim medom postale prva izbira pri zdravljenju tako kroničnih kot akutnih ran in pa, če so kronične rane za celjenje, je tudi manj recimo pri diabetikih, amputacij in pa tudi socialno življenje bolnikov s kronično rano se izboljša, če so kronične rane zaceljene. Tako da hvala za pozornost.